Dobrodošli v kolektivni napovedi za leto 2026 in danes bomo malo pogledali v zakulisje leta, ki je pred nami. Torej, kakšne energije se nam kaj odpirajo v tem novem letu, kaj nas kaj čaka, katere kolektivne lekcije so kaj pred nami, torej česa se bomo kolektivno učili, kakšno podporo bomo prejemali od naše višje inteligence in kako se lahko kot posamezniki oziroma kolektivno kar najbolje premikamo skozi ta čas, ki je pred nami. Če kdo izmed vas potrebuje osebni pogled, me lahko pokličete tudi na novo telefonsko številko 090 7876. Če se vam ne oglasim takoj, vam pošljem SMS, kdaj sem dosegljiva. Za poglobljene energijske analize in poglede me pa lahko z svojimi vprašanji kontaktirate tudi na info@aurori.si in se seveda dogovorimo za en termin pogleda. Oba kontakta se vam bosta tudi izpisala nekje spodaj na ekranu. Vabljeni tudi k všečkanju in naročilu na moj novi YouTube kanal, da ne zamudite kakšne nove objave. No, zdaj pa seveda gremo kar k našemu pogledu za leto 2026. No, in leto 2026 je numerološko leto številke 1. To pomeni, da prihajamo v začetek povsem enega novega 9-letnega cikla. In če smo v zadnjih letih preživljali procese čiščenja, raztapljanja in zaključevanja, zdaj stopamo v ene povsem nove energije, iniciacije. To je, kot bi lahko rekli, prvi vdih, prva iskra, prvo seme nove poti. In to je leto, ko se začenja nekaj novega v nas, med nami in v kolektivnem polju celotne skupnosti. Energijsko je to leto zelo pomembno, ker to, kar bomo v prihodnjem letu zasidrali, nas bo spremljalo in določalo naš ritem še naslednjih 9 let. In kot glavni arhetip prihodnjega leta se nam je pokazal preoblikovalec. In preoblikovalec je izjemno močan simbol in predstavlja preoblikovanja notranjih struktur in zunanjih vlog, ki jih torej vse igramo v našem življenju. In preoblikovalec nas uči prilagodljivosti. To je izjemno prilagodljiv arhetip, ampak ne v smislu, da se torej odpovemo sami sebi in da se izgubimo, ampak da dovolimo, da naše stare prepričanje o tem, kdo smo, odstopijo prostor novi, razširjeni, bi lahko rekli večji različici nas samih. In leto 2026 nas bo izjemno potiskalo iz rigidnosti in če smo se do sedaj, po domače rečeno, kot pijanec plota držali ene vloge, ene slike sebe, enega načina delovanja, bomo v prihodnjem letu večkrat testirani in seveda povabljeni, da to presežemo. In svet se namreč bliskovito spreminja, energija in zavest se dvigujejo z vedno večjo hitrostjo. Kolektivno polje se torej vse bolj preoblikuje in da bomo lahko korakali z temi spremembami, se moramo seveda spremeniti in dvigniti tudi mi sami. Ker kaj se sicer zgodi, če tega ne naredijo, ne? Povozijo nas, ne? In to je leto, ko se bodo mnogi ljudje znašli med dvema različnima verzijama sebe. In to je staro verzijo, ki se želi držati neke varnosti, in novo verzijo sebe, ki si želi svobode, resnice in avtentičnosti. In to je leto, ko bodo mnogi rekli, to nisem več jaz, to, kar me je definiralo v preteklosti, me ne definira več. Mnogi se bodo morali prilagoditi novim okoliščinam, opustiti stare vloge, ki nam ne služijo več, ali pa poiskati nove poti, bodisi osebno, bodisi poslovno, bodisi na drugih področjih. In preoblikovalec nam bo pokazal, kako je življenje lahko
torej bolj fluidno. Stare identitete bodo popuščale, rojevale se bodo nove in največji zmagovalci prihodnjega leta bodo tisti, ki se bodo pač zmogli gibati za to energijo in seveda ne proti njej. Bo pa po drugi strani seveda zelo zanimivo tudi opazovati ljudi. Lahko, da bomo kar čez noč opazili, kako je bil nekdo še včeraj takšen, danes pa recimo čisto drugačen, se čisto drugače obnaša, nas mogoče lahko tudi negativno preseneti. Kar pa bo seveda zelo zanimivo opazovati tudi na področju političnega dogajanja, ki je pred nami v prihodnjem letu. Še posebej pred volitvami bomo lahko opazili veliko spremenljivost, ko bo recimo kakšna politična stranka kar naenkrat spremenila svojo smer in je seveda malenkost prilagodila, bom rekla, tak zadnjim popularnim trendom. Seveda vse zato, da bi pridobila še kakšne nove točke. Naslednja karta, ki nam je padla, je desetica ognja. In tale karta močno nakazuje, da bomo zlasti v prvem delu leta čutili preobremenjenost. Veliko ognja torej v prihodnjem letu, zato se v prihodnjem letu pazimo izgorelosti, pretirane odgovornosti, prevzemanja bremen, ki niso naša, tega, da naredimo vse sami. In kolektivno bo to leto, ko bomo pač preprosto morali priznati, da stari način delovanja pač preprosto ne funkcionira, ne deluje več. Sistem kot tak bo pokal po šivih in posamezniki bodo doživljali izčrpanost, burnout, veliko bo ene utrujenosti in občutkov, da tako pa res več ne gre naprej. In to bo preprosto leto, ko se bomo morali naučiti reči ne, se naučiti zbirati, spustiti, poenostaviti in se vprašati, kaj je tisto, kaj je sploh moje, česa se pa oklepam zgolj iz navade oziroma iz potrebe. In tale desetica ognja nas bo učila, da se nov začetek preprosto pač ne more zgoditi, če seveda stopamo van z staro prtljago. Delali bomo torej na naših starih prepričanjih, da moramo vse sami, da moramo biti popolni in da moramo dokazovati svojo vrednost. In če želimo stopiti v energijo številke 1, ki je pred nami, bomo morali v prihodnjem letu odložiti vse, kar ne spada v prejšnji cikel. In tale desetica ognja nas bo seveda vodila ravno k temu. Karta, ki oblikuje energijo leta 2026, je tudi dvojka Zemlje. In ta karta predstavlja dinamiko, gibanje, žongliranje med več stvarmi hkrati. In v praksi to pomeni, da bo leto 2026 lahko zelo aktivno in da se nam bo veliko dogajalo na zelo različnih področjih življenja. Torej delo, odnosi, zdravje, osebni razvoj, skupnost, finančna stabilnost, torej žonglirali bomo kar med vsem tem. In skladno z energijo te karte bomo lahko delali zelo veliko, če bo naša energija pretočna. Če smo pa zakrčeni, bo pa tudi majhna stvar za nas pretežka. Zato bo leto 2026 leto učenja, tistega pravega ravnotežja, torej med delom in počitkom, med materialnim in duhovnim, med dajanjem in prejemanjem in med stabilnostjo oziroma med rastjo. Pazimo se torej v prihodnjem letu preveč razpršenosti, ker ta ples žongliranja seveda lahko plešemo samo, če smo dovolj prizemljeni. In zato bo v letu 2026 zelo pomembno, da se čim več vračamo vase, da poslušamo svoje ritme, svoje telo in da seveda ne pretiravamo. V letu 2026 tudi ne bomo več mogli držati v izoliranosti,
Leto 2026 je namreč leto skupnosti, leto sodelovanja, leto, ko bodo mreže, povezave in odnosi ključnega pomena. In karta, vsi smo svet, pomeni, da namreč posamezne odločitve niso več samo osebne, ampak da vplivajo na širši tok, torej na celotno skupnost. In sploh v leto 1, ko se začenja tale nov 9-letni cikel, je to izjemno pomembno, ker to, kar bomo začeli zdaj, bo imelo učinek daleč v prihodnost. V prihodnjem letu bo torej izjemno pomembno, da se povezujemo, da ne nosimo vsega sami, da sodelovanje kreira več kot individualen trud, ne, in da gradimo skupnosti, ki so seveda zdrave in avtentične. In kolektivno bo leto 2026 leto, ko se bo torej poveča občutek, da smo vsi v istem čolnu. Preprosto si torej več ne bomo mogli privoščiti, da bi živeli v nekem svojem mehurčku. Leto 2026 nas bo tudi vabilo, da upočasnimo, da se čim več povezujemo z naravo, da stopimo v stik s svojim telesom, torej da izstopimo iz avtomatskega pilotiranja in začnemo doživljati življenje skozi naše čute, ne skozi naše misli in glavo. In karta doživljanje, ki smo jo prejeli, je eno izmed najmočnejših sporočil prihodnjega leta, torej povabilo k stiku s telesom, z naravo, s čuti in z tem trenutkom. Leto 2026 ne bo leto mentalne analize, ne bo leto, ko bomo spevali z glavo, ne bo leto, ko bo delovala kontrola, zato ker doživljanje nas vabi, da čutimo, da okušamo in se naučimo biti tukaj in zdaj. In največ odgovorov, ki jih bomo iskali v letu 2026, se ne bo pojavilo v mislih, ampak v občutku in v intuiciji, v miru, ki ga najdemo, ko resnično postanemo torej prisotni in v stiku sami s sabo. In ta karta, torej doživljanje, je pravzaprav notranji kompas prihodnjega leta. In kot zadnje sporočilo, kot zaključni blagoslov, pa prihaja tale boginja. Ta je boginja umetnosti, boginja ustvarjalnosti in boginja navdiha. In to je znamenje, da bo leto 2026 tudi leto ustvarjanja, ne samo umetniškega ustvarjanja, temveč ustvarjanja svojega življenja, svojih odnosov, svoje identitete, svojih projektov in svojega odnosa do sveta. Tale boginja nas namreč uči, da se izrazimo, da pojemo, da pišemo, da plešemo, da ustvarjamo, da izgovarjamo svojo resnico in da ne skrivamo svoje kreativne energije. In ustvarjalnost, zlasti glasba, zvok, bo v prihodnjem letu en tak kanal za zdravljenje, kanal za višjo inteligenco in kanal za manifestacijo nove realnosti. In če bomo prihodnje leto zaupali temu svojemu ustvarjalnemu impulzu, bo leto 2026 lahko za nas izjemno rodovitno. Če bomo pa ponavljali stare načine delovanja, pa bomo seveda čutili omejitve, blokade in napetosti. Torej, če za konec povzamemo, kakšno bo kaj leto 2026, to bo leto novih začetkov, energije številke 1. In kar bomo zdaj ustvarili, bo odmevalo še prihodnjih 9 let. Stare identitete in stare vloge bodo razpadle, stari bremen ne bomo več zmogli nositi, učili se bomo ravnotežja in prioritet. Veliko se bomo torej povezovali, sodelovali in gradili skupnosti, se vračali nazaj v prisotnost, v telo, v stik z življenjem in seveda ustvarjali ter izražali svoje darove.
Ker je leto 2026 leto številke 1, je to leto, ko sejemo semena prihodnosti, torej začetek novega cikla, nove zgodbe, nove poti. In jaz vam vsem skupaj želim, naj bo to leto, v katerem si dovolite postati ena nova verzija samih sebe. Naj bo to leto, ko odložite vsa bremena, ki niso več vaša. Naj bo to leto sodelovanja, ustvarjalnosti in prisotnosti. In naj bo to leto, ko skupaj ustvarimo točno takšen svet, kot si ga želimo živeti. Evo, to so bila sporočila za prihodnje leto in lep pozdrav do naslednjič.